Mislim, da pri vsej zadevi je najbolj ključno, kar mislim, da je tudi tožilec poudaril, da v vseh transakcijah sam osebno nisem dobil nobenega premoženja, da nisem nič ukradel. Mislim, da je tudi pomembno, da sam osebno nisem načrtno želel škodo delati. Je pa seveda res, da so se pa kasneje marsikatere transakcije izkazale kot napačne, kot veliko drugih v gospodarstvu in tudi na nivoju države. Ker je pa seveda tožilstvo ocenilo, da so nekatere transakcije v nasprotju z zakonom, zakonodajo, sem se pač odločil za priznanje krivde v izogibu vsem dolgoletnim in dolgotrajnim sodnim postopkom, ki bi sicer potekale in za katere izid seveda nikoli ne vemo. Mislim, da je pomembno tudi to, kar je tožilec povedal, da je, ker se je veliko vprašano o posameznih postopkih, dejansko gre za eno nadaljevano kaznivo dejanje. Za vse to pač, če so tožilci tako ocenili, in to je tisto, kar sem priznal, da se je v tem obdobju dogajalo. Bil pa seveda rekel, da to nekako ne pomeni prejudiciranje kakršnihkoli razpletov sodnih postopkov, ki bodo še potekali proti drugim osebam, in še manj kakršnokoli obremenjevanje drugih oseb, ki bodo mogoče tudi v teh sodnih postopkih. Rekel bi samo še toliko, pač jaz sem, tako kot sem rekel, sem prevzemal tudi priznanja in zasluge za tisto, kar smo z Merkurjem res veliko naredili v mojih skoraj 20 letih vodenja te družbe. Tako seveda tudi prevzemam odgovornost za to, kar se je potem kasneje dogajalo, v smislu odgovornosti za posledice, ki jih je Merkur imel. V tem pogledu sem se tudi tako odločil, ker nikoli nisem prelagal krivde na druge, niti se je ne izogibal.